Ne vlagaš zato, da boš rekel, zdaj si bom pa drugo leto avto kupil. To, ko pride, če pride. Sistem tebe lahko v trenutku ugasne, če si nevaren sistemu, in dejansko ne moreš čisto nič. Denar velja pa to, ker ko je potres, dejansko vsi ti sistemi odpovedo. In to se ravno zabiti. Recimo to, kar se je zgodilo v Španiji letos, ko je po celi Španiji pa Portugalski zmanjkalo elektrike, takrat smo pa bosi. Kako gledate na to nepremičnino? A je še vseeno, ima sploh smisla kupiti trenutno? Jaz jo ne bi. Jaz bi tukaj sam davke dvignil, to pa definitivno. Za drugo nepremičnino? To, kar imajo v Italiji in podobno. Ampak s tem bi tudi jaz. Dejansko to pač neko premoženje, nek luksus ti predstavlja in se mi zdi korektno, da pač državi daš to, kar ji pripada. In se spomnim prvi Bitcoin, ki sem ga kupil, bil 600 pa še nekaj evrov. Danes smo na 100 000. Naj naložijo denar v te zadeve, sam tistega, za katerega se vprašajo, ali bi mi bilo vseeno, če ga izgubim. In predvsem najdejo pravo mejo, kdaj jeti ven, to se pravi, ne biti pohlepen, ne računati, ker zgodovina kaže, da so ta nihanja res zelo pogosta in zelo boleča. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Incrementum podcasta. Moje ime je Nace Ajtnik in danes gostim Matjaža Rakovca, župana Mestne občine Kranj. Gospod Rakovec ni le izkušen menedžer in ekonomist, ki je med drugim vodil tudi zavarovalnico Triglav, temveč tudi eden izmed redkih županov, ki se dejavno ukvarjajo s kriptovalutami. Danes se bo pogovarjala o njegovih osebnih izkušnjah s kriptom, o tem, kako gleda na nove tehnologije skozi luči vlagatelja in župana, ter kako vidi priložnosti za občino na področju blockchaina in digitalizacije financ. Dotaknila se bova tudi vloge Bitcoina, konkretnih projektov v Kranju, odziva občanov, vplive zakonodaje in pa seveda njegove vizije za digitalno občino v prihodnosti. To, kar boste slišali v današnjem podcastu, je namenjeno zgolj informiranju in ne predstavlja finančnega nasveta ali pa nasveta o kriptosredstvih. Več o tem si lahko preberete v opisu podcasta. Gospod Rakovec, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Vem, da ste kar zaposleni zdaj tale vikend, ampak kljub temu super, da se srečamo. Vi ste sicer seveda v svojih krogih poznani bolj kot župan, v Kranju pa tako. Veliko ljudi pa tudi ne ve, da ste se veliko ukvarjali s kriptosredstvi, s kriptovalutami v svojem življenju. In jaz bi danes na tem podcastu izkoristil, da imam še to stran investicijsko, pa kripto pokrijeva tudi iz vidika vas kot osebnega vlagatelja in pa seveda skozi občino. Pa mogoče, če začneva, ste kar mal netipičen primer med župani, glede tega. Kdaj ste se sploh prvič začeli zanimati za kriptovalute? Če gremo malo nazaj, v bistvu sem se že v času te privatizacije začel ukvarjati z delnicami, odkupovati te delnice, to je bilo tam leta 1997 in potem sem po tisti krizi 2008, ko se je pač začelo zopet dvigovati, dejansko se seznanil še z kriptovalutami. Rečemo, da je bilo to tam leta 2016-2015, to so bili taki začetki negotovi. Takrat je bilo kar nekaj ICO-tov v Sloveniji izdanih, ki so potem dejansko vsi propadali, ampak zgodba, kot vidimo, se je danes kar visoko pripeljala. Tako vse, nekaj so jih tudi obdržali, niso bili toliko mladi, ampak ene par imamo kar uspešnih projektov v Sloveniji, Cargo X, recimo Origin Trail, dva primera, ampak se spomnite slučajno pa svoje prve naložbe v kriptovalute, ki ste čisto začeli raziskovati tisti prvi koraki, kako je to izgledalo, kakšen wallet ste imeli, kere valute ste kupili, prek česa? Ja, v bistvu šla so nakazila preko banke na Kraken. To je bilo prvo moje delovanje. In se spomnim prvi Bitcoin, ki sem ga kupil, bil 600 pa še nekaj evrov. Danes smo na 100 000. To je to. Trenutno 110, ja? 110 dolarjev. Tako. Takrat je bil pa to evrov. In vsa ta nihanja, včasih si bil sveto prepričan, da bo to uspelo, potem so spet prišli take in drugačne informacije in si potem se bal, da to ne bo uspelo. Skratka, ampak to s časoma potem postane del igre. In če bi dejansko takrat vedel, kaj bo z teh bitcoinov ratalo, potem bi lepo pustil na enem mestu in bi danes dejansko
bistvu se bi še isto počel, v bistvu to je bolj zabava, kot pa, da bi se jaz s tem preživljal. Tako, se pravi, Bitcoin je bil prvi, tisti najbolj famozen. Ja, Bitcoin, pa sem šel v določene te naše ICOte, ki so večinoma njih, kad se jaz spomnim, propadli. Recimo zelo tak uspešen je Economy, ki danes ni več kovanc, ampak pač delniško družba, ker sem tudi solastnik. Tako da to je bila recimo taka dobra naložba. Drugače pa na koncu to, kar prebereš tudi v knjigah, vse ti izhodi, prodaje, nakupi. Na dolgi rok dejansko ugotoviš, da bi bilo bolj, da pustiš vse čeprav je en velik rizik, to se pravi, razpršiš svoj portfelj in potem pustiš in čakaš na trenutek, ko ali denar potrebuješ, ali pa reče se ne grem več in si kupiš kakšno stvar. Tako, kar sem jaz naredil takrat, mislim, da 20, ko je bil spet ta boom in sem se en trenutku odločil, da grem z določene investicije ven, kupil nepremičnino, kateri danes preživljamo počitnice. Super, vrhunsko, se pravi, ste izkoristili ta pravi čas, ampak tako, kot ste rekli, vsi te nihaji, ne veš, kaj bo, a se bo zdaj vse propadlo, sploh v tistih časih, je bilo to še toliko bolj negotovo, danes je to čisto druga zgodba, ampak kakšne so bile recimo tiste prve napake, sicer ste imeli že zelo podkovano kariero, tudi iz delnic zavarovalništva, tako da mogoče vas niso pretresli tako te strmi paci, ampak se spomnite mogoče kakšnih prvih napak, kakšno neprijetno presenečenje, lekcijo zgodaj v teh dnevih kripta? Lekcija je prav gotovo, tukaj je veliko FOMA, tukaj dejansko tega, kar na delničarskem trgu prej nismo poznali. So bile objave, podjetij, sledil si, to je bilo nek realen sektor. Tukaj si pa dejansko nekomu zaupal, da bo z tega tvojega denarja res nekaj naredil. In tudi ta primer, ki smo ga imeli z InsurPalm, projekt je bil izredno dober, ampak na koncu se je pač izjalovil, jaz se potem nisem več sam zavarovalniški del noter udelal v to zadevo, sploh ne vem, kje je zdaj sistem. Tudi dejansko sem se zgubil, da tako lahko rečem, ampak so take napake, ko so na nekateri na zelo lahko začnim prihajali do denarja. In zdaj seveda, kdaj je nastopil tisti trenutek, ko ugotoviš, da je veliko nakladanja, veliko pretiravanja, v bistvu, kater projekt je res tisti, ki bo uspel. In si se pač mogel poglobiti in potem si se sam fokusiral na določene. Še vedno pa so razne grupe, ki smo jih imeli in se pogovarjali in razglabljali, skupaj hodili v te nakupe ICOtov in te podobne zadeve, tako da je bila ena taka baza začetniška, ko smo si delili ideje. Zdaj bi pa točno kaj vedel, ker tega je bilo res toliko veliko, jaz se sploh več ne spomnim, kaj vse. Jaz sem zdaj, ko sem pogledal zjutraj, da imamo to zadevo, sem šel malo gledati na ta MetaMask, pa te zadeve, kaj sploh imam gor dejansko. To že, mislim, da 4 leta nisem odprl, da vam lahko povem. Se pravi, zdaj ste čisto prišli iz nekega bolj aktivnega upravljanja, mogoče polaktivnega, Polaktivno, ampak samo za širšo družino, samo to se pravi, brez kakršnih uhfijev. V bistvu to, kar za sebe delam potem še za druge in to je pa vse. Ampak nisem več tisti, ki hodi ven in not, ko vidiš, da začne padati. To so spremembe par procentov, zato se te že ne splača. Bistveno je bolj, da vidiš, kam gre sistema, tako da vidimo pa, da tako kot je bilo na začetku te internetne delnice, tam v 90-ih letih se bo tudi tukaj zelo izkristaliziralo, da je samo enih par takih kovancov, ki bodo krojili zgodovino digitalnega trgovanja. Tako, se pravi, kateri pa recimo, zdaj pravite, da samo zase, da ste šli iz tega proaktivnega trgovanja v to neko hodlanje, se pravi dolgoročno držanje. Kako izgleda vaša analiza? Recimo, ko izbirate en projekt, kaj je tisto,
kaj vas zanima, mogoče so to Layer 1 projekti, so to kakšne bolj tehnološke variante, katere spremljate, zaupate bolj? Veste, kako je, ne? Zdaj, to, kar sem rekel, glavni akteri vemo, kateri so, ne, da ne bomo imenovali. Tukaj ti predstavljajo neko veliko varnost, ne. Potem pa en dobršen del portfelja pa namenjam takim bolj negotovim, da tako rečem, kovancem, negotovim naložbam. Tukaj imam pa en tak krog ljudi, ki se s tem pa bolj aktivno ukvarjajo. Ne moram priznati, da ko sem gledal zadnjič te svoje kako se temu reče, strategije, ki so zaprte, torej sam za ozek krog, sem bil s 3 dejansko čist na vrhu v zadnjem letu. Ne. Tako da potem to nekaj je. Ne delam pa nobene reklame, ker ne želim nobenega. To se pravi čist zaprti krog. No. Ampak dejansko je. Na eni strani neka sigurnost, na drugi strani pa nekaj informacij, ki prihaja iz logov ljudi, ki se s tem aktivno ukvarjajo. Jaz se ne. No. Se pravi, zaupate strokovnjakom, ne? Tako je. Ja, tako kot ste rekli, no, verjetno bo le par tistih kovancev oziroma kriptosredstev, ki bodo ostala dolgoročno, ne velika večina, saj tudi iz teh časov, ko ste se vi začeli ukvarjati, jih žal več ni. Ne? Kakšen je bil pa odziv okolice, ko ste se vi začeli ukvarjati s kripto, najprej poznani kot v zavarovalniških krogih, kakšne delnice, ko ste se začeli ukvarjati s kriptom, kakšen je bil odziv okolice? Ste bili kaj skeptični? Moram priznati, da sem tudi jaz bil relativno skeptičen, zato nisem obešal na velik zvon, da se jaz s tem ukvarjam. Tudi med prijatelji nikdar nisem tega rekel, ker pač, veste, problem je, ko nekoga navdušaš in potem zadeva pade, zgubi denar, potem pa išče krivca v zgodbi. Ne glede, da reče, da to je moja odločitev. Jaz tudi vedno rečem, to je moja odločitev in se tudi tega držim. Ker v mojem življenjskem obdobju naložb raznih v delnice, v izvedene inštrumente, v zdaj kripto, je bilo res ogromno izgub, pa tudi ogromno dobrega. Jaz vsakmu rečem, da tukaj rabiš res ogromno časa. To se pravi, res na dolgi rok in res denar, ki ga ne potrebuješ, ki v bistvu ne vlagaš za to, da boš rekel, zdaj si bom pa drugo leto avto kupil, ali pa karkoli drugega. To, ko pride, če pride. In to moraš imeti v glavi. Lahko ogromno ljudi zgubi, dejansko se priključi temu trendu, ko gre rast, ko je kriza, nihče ne kupuje, vsi samo prodajajo. In to je pač treba ta segment ujeti. Ampak, kot se je rekel, s tem se več toliko ne ukvarjam, kot zdaj imam bolj v bistvu na dolgi rok, tako kot ste rekli, hodili in to je to. Hodili in to je to. Je zmenjeno. Še kar veliko ljudi gleda še vse na kripto kot špekulacijo. Pa čeprav je Bitcoin recimo zdaj že praktično 2% vsega denarja, ki je na svetu, se je zlilo v Bitcoin, se pravi več kot 2000 milijard. Kako vi gledate na kripto kot investicijo? Zdaj ste že kar dolg časa o tem. Ja, je po eni strani investicija, po drugi strani pa pri meni vedno obstaja en strah. Pa vam bom povedal en primer. Recimo pred 2 leti sem bil na Kitajskem in tam ne poznajo več denarja. Tam je pač ima svojo denarnico, 2 varianti, Alibaba pa Alipay pa ne vem kaj, ni važno. WeChat, dejansko, WeChat, pardon. In potem dejansko tudi zberač na ulici ali pa, ko ti nekdo proda vodo za 10 centov, dejansko si sam s telefoni izmenjaš. On reče, da rabi tebe 10 centov, ti moraš dati 10 centov preko telefona in dejansko ne potrebuješ ni sploh denarja v toku. In to pomeni, da sistem tebe lahko v trenutku ugasne, če si nevaren sistemu, in dejansko ne moreš čisto nič. Denarja ni, tebe izključijo iz sistema in si nič. Na drugi strani, recimo lani, pa zdaj, ko grem na Japonsko, tam pa velja samo denar. Denar velja pa zato, ker ko je potres, dejansko vsi ti sistemi odpovedo. Dejansko ne moreš iti ne na vlak, ne moreš iti ne kupiti hrane, nič in dejansko večinoma to, kar smo lani
se sprejema samo gotovina. In to se ravno zabiti. Recimo to, kar se je zgodilo v Španiji letos, ta pulziranje elektrike, ko je po celi Španiji pa Portugalski zmanjkalo elektrike, takrat smo pa bosi. In to je treba vzeti v ozir. In to se bo dogajalo, glede na to, da se pač na občini tudi s tem ukvarjamo, da je to zelo velika predpostavka, da bi se to znalo zgoditi in smo previdni na tem, pač vzpostavljamo tudi sisteme, ki bi v takem primeru ščitili vsaj tiste vitalne funkcije. Mi smo tudi šli zdaj kupiti pravice za G5, da bomo imeli lasten sistem znotraj mestne občine. To je mogoče na takih večjih ovir, ki je velika neznanka za prihodnost. To pa je, ko bomo denar imeli naložen v teh elektronskih denarnicah, zdaj se veliko govori pač tudi v evru. Jaz še vedno mislim, da cash bo tisti, ampak zato te digitalne valute, en del premoženja se naloži tja, tisti, ki malo bolj riskirajo, recimo. To je moje priporočilo. Ja, definitivno in zanimiv, v bistvu, mislim, da še na podcastu noben ni izpostavil tega, je res, ko enkrat zmanjka elektrike, pač tega trenutno nimamo na voljo, pa bodi si kakršenkoli digitalen denar. Je pa res, da tudi v Evropski uniji se vedno bolj gre v to smer, da bi bilo več digitalnega in manj gotovine. Se pravi, vi ste še vseeno zagovornik tega, da bi morala biti gotovina vseeno na voljo, ker če padejo vsi te sistemi, tudi ta e-denar, ta evro, se pravi ta CBDC varianta, ki si želijo, da bi bila, se vam zdi to, da ni popolnoma varen? Mislim, tako je, jaz še vedno najraje z uro plačujem, ne rabim gotovine, sploh ne vem, koliko ima zdaj le sabo. Rabim tiste kovance za kakšno parkiranje, to je pa vse. Tudi jaz sem tisti sodobni uporabnik, da temu rečem, in ne razmišljam, da zdaj kupček denarja imel doma, pa čakal, kdaj bo elektrike zmanjkala. To je sigurno ne, ampak bo pa potrebno nekaj o tem razmisliti. To pa sigurno. Mislim, verjetno obstaja, to smo videli v Španiji, kaj se je zgodilo, da bo do tega prišlo. Čeprav vzpostavljamo vzporedne sisteme tudi doma, zdaj jaz vzpostavljam baterijo, ampak centralni sistem bo mogel imeti tudi ta sistem. To pa bo potrebno razmisliti o tem, da je najmanj podvojen sistem napajanja oziroma električne energije potreben za to, to pa sigurno. No, zelo zanimiv pomislek, ker tudi velikokrat slišim, kaj se zgodi recimo z Bitcoinom, če pade elektrika, če ni več elektrike. Ja, takrat ga res ni, ampak ko prižgeš nazaj elektriko, se danes praktično si ne predstavljamo življenja, pa še vseeno načeloma. To je res, ampak jaz sem z tega spoznanja prišel, ko sem šel na Japonsko in potem, ko sem vprašal, ko sem pač mislil dejansko sam s kartico in potem sem dobil opozorilo, da tisti, ki so veliko potovali na Japonsko, da ne v sabo nesem denar, da mnogo lažje sprejemajo denar. Sploh pa v času potresa deluje samo denar. Tako da to je res zanimivo. Ja, pa najbolj, da tako rečemo, tehnološko razvita država. Ja, se predstavljaš kar prihodnost. Tako da zanimivo, sploh ker imajo to je verjetno kar veliko tega papirja, ker tisti njihov jen je to je nekaj tisoč. Zdaj, ravno kupujem za manj kot 2000 evrov, recimo je 300,000 teh njihovih jenov in to je cel pok tega denarja. Se počutiš premožnega potem, ko hodeš naokoli. Super. Prej ste te nihaje malo omenili. Seveda ne pridejo tudi to v kripto, zdaj sicer ne bi bilo bolj umerjeno, ampak nikoli ne moreš napovedovati prihodnosti. Definitivno jih je bilo pa v preteklosti še več. Sicer vi ste se tudi še srečali takrat v tisti krizi, na delniškem trgu, ki je bilo čisto nepredvidljivo, 60% padce in tako ne. Včasih je bilo to na Bitcoin ali pa v kripto nekaj navadnega. Kako vi ste preživeli oziroma greste skozi te nihaje, ker velikokrat ljudi,
čustveno stisne, ne, kupujejo takrat, ko je ta FOMO, ko na 24 objavljajo, na 24 ur objavljajo, da je Bitcoin na 100.000, ne, takrat vsi vstopajo, potem pa seveda ponavadi padec, ker nekateri unovčujejo te dobičke, ne, in potem pa panika. Kako ste se vi kot vlagatelj, ste se srečali s kakšnimi večji padci? No, moja največja šola je bila to 2008, tam septembra, propad te Lehman banke. Takrat je res se zgubilo ogromno denarja, ne bom govoril o nulah, ampak dejansko je res, to je bil prvi tak šok, ampak potem pa, ko narediš analizo, ugotoviš, da si vseeno s tem si zaslužil eno hišo, predelal en vikend dejansko, pa vidiš, da si iz te zgodbe nekaj potegnil in potem postaneš pa seveda v nadaljevanju previden. In žal še vedno danes ljudje, kot sem rekel, so željni lahkega in hitrega zaslužka, ampak to redko komu uspe. Redko komu uspe, motijo med te reklame, ki so na raznih sajtih internetnih iz 100 evrov na 10.000 evrov, skratka, tega je res veliko in to bi se dejansko morali prepovedati. Fino bi bilo in jaz sem že od vsega začetka zagovornik, da se stvari dejansko tudi zakonsko uredijo. Da to je izredno pomembno in takrat bodo te valute dobile na vrednosti, na nekem zaupanju. Dokler bo pa tako, kot trenutno je, in to odgovarja in Ameriki in Evropi, da akumulira večje količine tega, potem bodo pa pač verjetno potegnili zavoro in postavili neko legislaturo, ki bo več ali manj verjetno podobna to, kar je na delnicah, to, kar se zdaj tudi pri nas dogaja. Ja, definitivno teh prevar je ogromno, v Sloveniji samo tega, kar se v bistvu tistih malega, kar ljudje grejo prijaviti, je več milijonov na mesec, zato ker pač vidijo, da se da iz 100-250 evrov, ponavadi še kakšen obraz zraven, recimo Boštjan Romih, ki velikrat ga uporabljajo. Tudi mene so ljudje dobivali pošte in ne vem kaj že vse, ampak jaz ne razumem, kako ljudje še vedno padajo na. To mi je pa res velika neznanka. Toliko imamo takih praks slabih, toliko je informacij o tem, ampak še vedno se najdejo. In to je to, kar jaz za sebe vem, kaj so že imeli catch the cash, kaj že bilo neke verižne igre dejansko. Smo zgleda Slovenci, kar se tega tiče, pa res lahko med vodilnimi v naivnosti. Ja, mogoče je žal malce ta pomanjkanje finančne pismenosti, ker ljudje tudi veliko, ki se jih pač ne ukvarja z investiranjem, z vlaganjem, se ne predstavljajo, to ni v bistvu neka zadeva za hitro bogatenje, in žal je veliko teh prevar. No, se vidimo, koliko 30 milijard imajo na računih po bankah. In ko so izdali to prvo obveznico, dejansko je bila dobesedno razglabljena za, ne vem, koliko je bilo 3,75 obrestna mera. To se pravi, ljudje zaupajo na eni strani državi, in so željni dejansko tudi malo, da tako rečem, dobro, se ta obveznica ni tvegana, tudi malo tvegata. In ta ukrep s tem, zdaj po 1.1. s tem računom, da boš do 15.000 evrov lahko kupil delnice in jih pod posebnim režimom obračal in reinvestiral te dividende, to se mi zdi en tak zelo dober korak. Mogoče 15.000 malo, ampak dobro, za začetek to, da se ljudje tem spoznajo, to se mi zdi korak, tudi te obveznice so bile korak spoznavanju širših množic, da ni kaj alternativa naložbam v bankah. To se mi zdi zelo pomembno in tukaj država se mi zdi pelje dobro politiko in jaz upam, da bo na dolgi rok to prepričal Slovence, da pač vlagajo te naše, če ne drugega, saj te naše blue chipe. Kar se tiče pa kriptovalut, pa verjetno, da bo tudi to počasi prišlo v te portfelje bank. Se vidimo, v svetu se to že dogaja, razni skladi pokojninski to že lahko kupujajo in tudi to bo k nam prišlo. Ampak kot sem rekel, rabimo zakonski okvir, in potem bo tudi zaupanje zraslo. Pa tudi konec koncev tudi, da banke in zavarovalnice vlagajo
v ta sredstva oziroma da si rezervacije delajo na ta račun. V Sloveniji smo zelo zanimivi. Ne? Po eni strani smo zelo konzervativni, se pravi, imamo denar na bankah, 30 milijard, po drugi strani nas pa kar 18% že vlaga v kriptosredstva. Nekateri pravijo, da je bilo to tudi 20%, 10% pa v delnice. Tako da definitivno je treba, nekako je mogoče želja institucij, da tudi spodbudijo ljudi, da grejo širše na to. In ta ljudska obveznica je bila ena zelo zanimiva praksa. Ampak mene pa zanima, zakaj se pa vam zdi, da ima Slovenija tako nizko stopnjo zaupanja do teh finančnih produktov. Pogovarjal sem se z gospodom Branko Drobnakom nekaj tednov nazaj in mi je omenil, da bi to znala biti tista kriza, 2008, kar se je zgodilo s slovenskimi delnicami potem. Kaj pa vi mislite, zakaj imamo Slovenci tako radi denar na banki? Zgodovinsko. Mi izhajamo iz socializma, ta generacija mojih staršev. In ko je bila ta lastninjenja, ko smo dobili te certifikate oziroma tisti, ki so bili zaposleni, sploh niso vedeli, kaj to je, kaj bo to na dolgi rok pomenilo, kaj je to dividenda. Pač moja mama in oče sta sam gledali, da bi to prodali, jaz sem jih srečno štimal, da sta to obdržala, da smo pravi trenutek prodali, ko je to podjetje propadlo in uložili v Krko, tako da ima, glede na to, da imamo morda oče še danes veliko premoženja v Krki. Ampak ne ve sploh, zakaj pride dividenda. In to je to zgodovinsko. Še vedno je pa vezan denar na banki, ki prinaša, mislim, da 1% ali pa kaj takega. In to se mi zdi bolj zgodovinsko. Ne toliko ta kriza 2008, ker mislim, da tudi takrat nas ni bilo zelo veliko, ki bi to vlagali. Jaz se spomnim, ko sem pač takrat bil še freelancer, da se temu reče, ko sem odkupoval te certifikate in potem v Ljubljani prodajal, dejansko ljudem se res ni sanjalo, kaj to je. Tudi konec koncev meni se ni sanjalo, do kam bo tega prišlo, to zaupati Petrolu, Telekomu, Kolinski in podobno zadeve. Nas je bilo res ena taka peščica, ki smo na tem delali, se vidimo. Danes imamo borzno-posredniških družb, edina prava taka Ilirika, ostalo je pri bankah, kar je. Kar pomeni, da ni neke kritične mase, da bi to bilo več tega. In zdaj za to, da pa ljudje toliko vlagajo, to se pravi to, kar ste rekli, skoraj 20%, to pomeni, če se govorijo o številkah, je to 400,000 prebivalcev Slovenije. Tako. To je res ogromna številka, ampak jaz recimo se to z mojim frizerjem tudi pogovarjam. Se mi zdi, da to je tisto, to se pravi na teh javnih mestih je to ratalo. Sem slišal, da je ta zaslužil milijone, dajmo tega, sem slišal, da je ta dober papir oziroma kovanc, dajmo tja vložiti. In potem to gre neka ljudska množica, potem da je pa sram povedati, da si na tistem papirju zgubil 1000 ali pa kaj tazga evrov ali pa kaj podobne zadeve. Ampak to se mi zdi bolj tako, da želja po hitrem zaslužku. Čeprav recimo, jaz se spomnim, ko sem bil recimo v Triglavu, cena delnice Triglava je, takrat, ko sem bil jaz predsednik uprave, je bila malo pod 10 evri, tam okoli 10 evrov, danes smo skoraj na 60 evrih, krat 6. Če pogledamo Krko isto, pa da ne govorimo še o dividendah, ki so se vse zgodile, razen tega obdobja korone. Tako da se mi zdi, da step by step, da najprej ljudi nekako pripravimo, da delnica ni nek bav, potem pa s časoma verjetno še kakšne kriptovalute. Vseh teh 400,000, ko govorimo, se pa mi zdi bolj špekulacije in bolj ljudje, ki si želijo hitrega zaslužka. Pa tudi mlajši so velik del tega. Če gledamo samo maso denarja, seveda to niso čistočni podatki, ampak neke raziskave, ki jih delajo finance, pa tudi neki hrvaški inštituti. Ampak to so manjši denarji še zaenkrat, mlajše generacije, ker je pa bistveno lažje prideti do, sicer tudi neke delnice so že popularne, ampak ti si pač napraviš aplikacijo,
kupiš za par 100 evrov kriptosredstev in to potem imaš. Ne? Zdaj, Ja, in iz ure v ure lahko trguješ, a ne? Zelo preprosto je. Prvič te veliko ne stane, drugo pa res dejansko se ti to zgodi, a ne? Hitro in hitro, če zaslužiš 10% pobereš, karkoli. No? Dejansko mnogo lažje je z vsemi temi aplikacijami, ki ste omenili, trgovati. Medtem ko delnica je pa pač zahteva, dobro, vsaj pri nas, te slovenske borze, drugače imaš pa tudi v tujini te razne aplikacije za hitro trgovanje. Vse so ne, IBKR pa podobne, recimo eToro, tudi se že da, ne, ampak saj zaenkrat je bila tudi zakonodaja veliko bolj v smeri kripta. Ne. Pa če greva še malo na tole kripto zgodbo, Economy, pred leti ste soustanovili, pa tudi vodili en kriptostrategijo, Goldhorn Crypto, ne, ki je bil v bistvu en prvih kriptoskladov pri nas v Sloveniji, no, če tako lahko rečemo. Za kakšen projekt je šlo to? Povejte mi malo več o tem. Ja, to smo bili s kolegi, glede na to, da smo bili z istih logov, smo se dogovorili, ne, da bi bilo, da bi naredili na to ta fund, oziroma strategija se imenuje se sklad, ker moramo paziti zaradi zakonodaje. No in smo, prvi začetki so bili, sledili smo temu njihovemu skladu od Economyja, imeli neke svoje analize in počasi ta krog okoli sebe, katerim smo upali povedati, da smo v tej zgodbi, se je na tem navdušil, no, in potem je ta zadeva zelo hitro rasla, ne, in ja, bila uspešna zgodba, jaz sem potem pač s kolegom sva imela drugačne poglede. Mislim, da on se že zdaj z drugimi oziroma s strategijami nadaljuje, sem pa dejansko samo zaprl svoj krog teh mojih bližnjih, prenesel tja in uspešno delam. Super, se tudi ta zgodba ni bila neuspešna, kakor se jaz spomnim, že takrat sem vas malo spremljal, pa tudi kar nekaj sredstev je imela ta strategija pod upravljanjem. Ja, tam smo kar o parih milijonih govorili, to je bilo kar zelo uspešno. Kar lepa številka. Kaj pa je bil cilj mogoče tega sklada nasploh? Ste to zaradi neke potrebe ustanovili, ste tudi želeli nekako drugim vlagateljem, ki niso tako vešči upravljanja, približati kriptosredstva, ne da še vse neka zaupanja vredna platforma, neki profesionalni upravljalci? No, sigurno. Prvič tisti, kaj v nas v življenje vodi, sigurno nekaj narediti, nekaj ustvariti, da boš ponosen na kaj takega. In smo imeli čiste namene, kar se je tudi pokazalo, da je bila zadeva zelo uspešna. Imeli smo različne strategije, od tiste najbolj varne, do tiste najbolj rizične, in pač ljudje so lahko izbirali, imeli smo točno določene rebalansinge na en mesec, skratka, strategija se je poznala, Ravno to je bilo, recimo, da ne hodiš ven, pa not, ko slišiš neko informacijo, jutri bo pa Bitcoin padel, ali pa to bodo v Ameriki sprejeli, ampak pustiš pač, da zadeva gre, na dolgi rok se to pokaže. Po drugi strani pa tudi omogočati ljudem, ki samo slišijo, in je prevelik riziko, da kupijo samo en kovanc, da grejo v te strategije in sami izberejo, koliko bi radi, recimo, če imaš enoto 100, da 10 enot naložiš v bolj rizično, najbolj rizično 5 enot, najmanj rizično pa recimo 50 enot. To je bila neka zgodba, ki smo jo peljali in pač ljudi tudi prepričali na to. Vedno se je vsak sam odločil, kakšno stopnjo tveganja bo uporabil, in to je po odvisnosti tega pa tudi bil nakup teh strategij. Kakšna je bila pa kle, recimo, mogoče izhodna strategija, ne? Ker vedno vsi si želijo, da bi na tistih vrhovih izstopali, takrat, ko je pa le najvišji. Kako izstopiti iz strategije, da ne
izstopaš na dnu, ne, počakaš, pa vidiš, zdaj pa še za 200%, pa kakorkoli karikiram zraslo, ne, ali pa da potem, ne, da zamujaš tiste vrhove pa palce, kdaj izstopati iz strategije. Zanimivo, mene ni nihče poklical takrat, ko je raslo. Ne. To so bili vsi zadovoljni in samo upali so, da bo še raslo. Ko je pa poparlo, potem pa imaš mnogo klicev, kdaj ne izstopam, kaj naj pa zdaj naredim. Ne. To je to, ne. Dejansko takrat, ko je kriza, nihče pa ne razmišlja in vsak mu je žal, da zdaj bom pa zgubil 10%, ko bo naslednji dan zraslo. To je, ne. Mislim, izhodne strategije same zase vedo, ne. Pač mi nismo dajali nobenih komentarjev, zdaj pa bi bilo dobro izstopati ali pa počakajte še malo, ne. Tega ne, to se vsak sam odloča, je pa glede na tiste, ki smo se poznali, a ne, je bilo pa vedno takrat, ko je zadeva padla, a ne. Kaj pa zdaj, a ne. Ampak potem je treba ljudi potolažiti, a ne, in mu reči, da se pa odloči, a ne, ko bo zraslo spet na ta in ta nivo, potem prodaj ne glede na to, če bo v največjem naletu rasti, a ne. Ampak, kot sem rekel, a ne, le redko kdo me je takrat poklical, misliš, da bi prodal, a ne bi prodal. Ampak vedno je odločitev tvoja, a ne. Vedno je to odločitev in sem vedno rekel, pojdi iz tega sklada, ki je bolj rizičen, manj rizičen, ga pa boš kakor to uravnaval to premoženje, a pa zaslužek nekako pober dol in si nekaj privošči. Se pravi, recimo ena zanimiva strategija oziroma načelo, ki se ga je mogoče fino držati, je to, da si postaviš nek cilj že ko vstopiš, ne, da veš, kje je ta tvoj cilj, ne glede na to, kaj se zgodi, ne, na trgu. Ne. To tudi mene včasih zanese. Ja? Pa si rečem, bo še. Ampak to zato, ker pač ne potrebujem denarja. Za eksistenco ga ne rabim. Kakšnih ciljev, da bi zdaj rekel, da bom en avto kupil ali bom neko stanovanje kupil, teh ciljev sploh nimam. Dejansko zato pustim noter, pač, če bo neka potreba, zakaj pa ne potem porabiti. Ampak tako, kot sem rekel, trenutno sploh ne gledam, oziroma pogledam, kaj se kaj dogaja, slišim drugače. Pa tudi te rebalansinke nadelam tako pogosto na en mesec, ampak ko se ravno že spomnim, da imam nekaj. Da imate še nekaj malega. Je super. Je pa res, da zdaj grem bolj, zdaj sem se odločil, da bom šel malo več nazaj v delnice. No. To pa je neka odločitev, da bom zdaj malo bolj razpršil pa šel v delnice. No, super, pa ko ste v bistvu vi za mene naredili tak prehod, sem ravno predlagal, da se dotaknemo še malo drugih investicij, pa pejva potem kar po vrsti delnice. Pravite, da zdaj boste šli pa nazaj spet v delnice. Mislim, počasi, ne. Jaz sem prej vse v delnicah, potem sem vse prodal, vse v kriptu in zdaj bi bilo dobro pa, da oboje združim v nek portfelj, ne. To pa Ampak počasi se. Katere delnice pa ste spremljali? Ste bolj pristaš slovenskih, globalnih, teh Magnificent 7, SP indeksa? Ja, definitivno. Recimo, ko imam tudi od prijateljev v tujini, tudi kakšen namig dobim za kakšno tujo delnico, to moram priznati. Pa se kar dobro obnese. Drugače pa pri nas pa ta klasika, ki obstaja, a ne. Jaz mislim, glede na to, da sem bil svoj čas predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, da imamo zelo dobra podjetja v Sloveniji, a ne. Sploh teh par blue chipov je res na dolgi rok, kot sem rekel, a ne. Če bi pogledali recimo 2010, bog ne daj gleda tam leto 2000, a ne. Je to ena taka res lepa donosnost. In zato vsakmu predlagam, a ne, ko iščejo ali nepremičnino ali delnice ali kripto, ne. Najprej seveda tisto klasično vprašanje, kaj si pripravljen žrtvovati, si pripravljen polovico izgubiti in potem se vsak. In potem so pač nekateri raje nepremičnine, čeprav se mi zdi, da cene nepremičnin so res visoke pri nas in da z najemnino nikakor ne dobiš tega vložka, ne. Poleg tega moraš to stalno obnavljati, a ne. In za mene trenutno vsakemu takmu, ki je malo bolj ziharaš, svetujem nakup teh naših delnic, ki pač lepo spremljajo, ne. Pa tudi ne gledaš dnevnega nihanja ali pa mesečnega nihanja, ampak jih to imaš zato, da
dobivaš potem neke dividende, ki so, recimo, delal sem ravno z enega kolega to analizo, ki je razmišljal o stanovanju ali te delnice, ampak zdaj ta Krka je malo zelo visoko, že tam 209 se mi zdi. Če bi se obdržala ta dividendna politika, potem se trenutno res plača vložiti vse v te naše delnice. Ker donosi so pa dobri na te cene, tam 4, 5, 6, 7%, kar pa in pa seveda pričakovana rast delnice. Se verjetno, da kakšna kriza bo nastopila, ampak so panoge, ki jih se ta kriza ne bo dotaknila, oziroma bo cena teh papirjev še zrasla. Saj smo videli v času korone, te Netflixi in Amazoni in podobne zadeve. V času, ko je bila ta kriza, so pa te delnice tako rekoč ponorele. Ja. Zanimivo, ne, pa treba je, res to so sicer izredni primeri, nekaj treba zagrabati to, ampak če pogledamo makro ven, ne, tudi na koncu tisti padec na grafu koroni in smo ga že pozabili. Ja, v bistvu. Zato sem pa rekel, ne, to je obdobje 10-15 let. Ko vložiš, ko bi sam nekaj dobil, tudi svoje otroke to učima, ne, da ne pač to za vsak slučaj imajo, dividende so pa ali reinvestiraš, kar delajo, ali pa jih pač porabiš kot nekaj dodatnega. Omenili ste tudi nepremičnine. Ne? V Sloveniji je nepremičnina najbolj zaželjena naložba, ne? Mogoče sploh tisto stanovanje v Ljubljani, ne? Ljudem kar učke zasvetijo, ko se o tem pogovarjaš. Ampak vi ste izkušen vlagatelj. Ne? Kako gledate na to nepremičnino? A je še vseeno, ima sploh smisla kupiti trenutno, kakšno je stanje na trgu? Jaz jo ne bi. Čisto odkrito povedano, pač kupil bi za svoj užitek, to se pravi nek vikend, ampak pač imam to, ne rabim, to se pravi, da imam samo za sebe ali pa za to ožjo družino. Drugače, da bi se pa spravil naložbo v nepremičnino, pa nekako mi ne diši, moram priznati. Prvič je preveč dela zdaj. Če oddajaš v najem, potem kakšnega najemnika dobiš, kakšno stanovanje ti pustijo. Tle je veliko neznank. In tudi neka nepremičnina, ki jo, da recimo danes težko dobiš nepremičnino po 200 000 v Ljubljani, pa tudi pri nas v Kranju. Ko nekaj potrebuješ, moraš to takoj vse prodati. Ja. Ko pa ti, pa recimo, da potrebuješ samo 50 000, neko zdravljenje ali karkoli, moraš vse prodati ali pa greš v banko, zadolžiš, daš hipoteko in podobno. Ampak, če imaš pa delnice naložene ali pa kripto, pa ti lahko po delih prodajaš in sukcesivno prodajaš. To je, zdaj likvidnost je mnogo večja z delnicami, kot pa z nekim stanovanjem. Bo prišla kriza, kar spomnite se. Jaz sem bil ravno takrat predsednik uprave Triglava in takrat je bilo groza. Stanovanja, vse gradbena podjetja so dejansko od tistega časa propadla. Danes nimate več enega tega podjetja na trgu, mogoče enega, ga ne bom omenil z imenom, ampak drugače je pa vse propadlo. In ljudje so se veliko takrat zadolževali, ker je bila spet ena taka fama o nakupih stanovanj. Takrat je res ogromno ljudi izgubilo na tem segmentu nepremičnina. Ja, zanimivo. Neke ocene so, da ne bi bilo okoli 30 000 nepremičnin celo praznih v Ljubljani, niti ne oddajajo ljudem, ker je premajhen donos za ta, kaj moraš vse vložiti v to, da deluje. Jaz bi tukaj sam davke dvignil, to pa definitivno. Se pravi, tisti predlog, recimo, ki je bil za drugo nepremičnino. To, kar imajo v Italiji in podobno. Ampak s tem bi tudi jaz, kot sem rekel, ko imam tudi vikend, bi tudi, ampak dejansko to pač neko premoženje, nek luksus ti predstavlja in se mi zdi korektno, da pač državi daš to, kar ji pripada. Je pa res, mladi zelo težko pridejo do stanovanja. Zdaj ta stanovanjska politika se že kaže, obrise, tudi v Kranju se bodo gradila neprofitna stanovanja za mlade. In jaz mislim, da tukaj bi res lahko uravnavali samo z davki. Z davki.
zanimivo. Ja, pa likvidnost je tukaj, jaz vsakmu rečem samo to, ne, likvidnostno, če pogledaš, ne, če kupiš neko stanovanje za 200-300 tisoč in ga rabiš nujno prodati, ker rabiš 50 tisoč, ti to že sam v štartu lahko zgubiš vseh 50 tisoč, ko moraš vse prodati. Pa bo več časa, koliko se bo prodajalo. To je ena stvar. Je zanimivo. Se pravi, pričakujete mogoče potem v prihodnjih letih kakšno ohlajanje tega trga? Jaz sem ga že tam v času korone pričakoval, pa nikakor ne pride. Tako da vsaka taka kriza je dobra, ne? To moramo vedeti, ne? Malo se vse razčisti. Dejstvo je, da denarja je res veliko po svetu, ne? Mislim, da se nekontrolirano tiska. Ne? Ljudje imajo zelo visok standard, v Sloveniji se zelo lepo živi. In ne vem, se bojim, no, da bo res enkrat ena kriza prišla, ko nas bo spet vse malo stresla. Tukaj recimo konkretno se mi tudi srečujemo s problemom, kako dobiti ljudi. Nihče več noče delati za toliko denarja in tukaj nastopa kriza, recimo za razliko od tiste 2008-2009, ko sem dnevno dobival klice, da bi koga v službo vzel ali pa sina ali njih. Skratka, takrat je bila res prava kriza, ne, ko je ljudi stresla in ko smo se malo potegnili vase. Ne. Zdaj pa smo spet na veliko začeli trošiti. Ne. In se mi zdi, da nihče ne upa zaustaviti. Zdaj, kakšno bo to zdaj tisto presenečenje, če vidimo, pa se je zgodil 11. september, ko je povzročil določeno krizo v svetu, potem ta Lehman's kriza, pa korona, ampak dejansko ta korona pa ta vojna v Ukrajini nekako ni zamajala sveta. Odkar praktično od te krize leta 2008 se ponovadi zgodi, da že izgleda, kot da bo neka finančna kriza, potem pa pač se odločijo, naprintajo za 2000 milijard, big beautiful bill, pa tako, tisti dolg se dviguje, boh ve, kdaj bo počel, če. Tako da že kar nekaj let v bistvu ekonomisti napovedujejo, da bi znali priti do tiste krize. Se tudi zlato konec koncev zaradi tega toliko vztrajno mogoče raste. Nekaj časa je imel tiste obdobje 10 let mirovanja. Ampak kako pa mogoče gledate prav na zlato? No? Ste se kdaj kaj s to naložbo srečali? Ne. Moram priznati. Za mene recimo zdaj, če bi imel res ogromno denarja, definitivno nakup zemlje. Se mi zdi, da glede na to, ker zelo veliko damo v Kranju na zdravo prehrano, se mi zdi, da to je tudi, ko beremo vse te glavni Bezos in podobno, kupujejo na veliko, ampak res na veliko zemlje po celem svetu, predvsem v Afriki. In se mi zdi, da to bo ena taka naložba, ampak si pač ti z onimi parimi 10 tisoč evri ne moreš kaj veliko pomagati. Ampak na dolgi rok se mi zdi to ena za tiste, ki imajo zanimivih naložb. Samo zlato, Zdaj, če pogledamo zgodovinsko med vojno, so se nekateri prav zaradi tega zlata odkupovali, lahko jaz upam, da ne bo do česa takega kaj prišlo. Predstavljati pa neko varnost, to pa sigurnost. Ampak saj denar ni več na postavki zlata, to zdaj vemo. Ampak pač, tako kot Bitcoin je tudi zlato ustvarjeno kot neka redka kovina, čeprav ni redka kovina, neka redka stvar, ki ima neko vrednost in deluje na ponudbi po povpraševanju. Saj to vemo. Zdaj, če bi Kitajci zalili svet z zlatom, bi verjetno cena zlata padla spet po $1000. Tako pa vidimo, da bo kmalu zadela $4000. Tako da definitivno je tudi taka varna naložba, seveda v manjših pojenih, nisem pristaš digitalnega zlata, ampak za vsak slučaj pa vseeno je dobro kakšnih par ploščic imeti, ampak jaz jih nimam, lahko povem. Ta zemlja mi je zelo zanimiva, prvič slišam, ampak definitivno ima smisla kot naložba. A ste že slišali za koncept tokenizacije, specifično tokenizacije nepremičnin? To je zdaj v svetu kripta. Se srečuje v bistvu ta real world asset, se pravi neke oprijemljive stvari in pa pač digitalizacija. Tako da zdaj lahko
praktično smo že v teh korakih, ne, da bi lahko nekdo prek se pravi blockchain infrastrukture nakupil en delež nepremičnine. Ne. Se pravi, nepremičnina je zaželena naložba v Sloveniji, ne, ampak rabiš 200-300 tisoč evrov, ne, recimo, za neko tako naložbo. Prek tokenizacije pa lahko s kakorkoli, ne, poljubnim številom. Bi tak pristop lahko mogoče pritegnil neke nove vlagatelje za tudi nove projekte, konec koncev, ste kaj seznanjeni s tem? Ja, to je bila že moja ideja, se mi zdi tam 2018, tam ravno vidim to letnico. Je ravno enkrat takrat, ko sem še župan postajal, je bila tudi ideja, da bi to, takrat, če pač nisem vedel, kaj so to javne finance. Ampak se videl, pa sem takoj opustil to idejo, ampak drugače pa je bila, to že takrat moja ideja, da bi bilo zelo dobro par nepremičninarjev pa gradbenih firm povezati in ustvariti. Tudi zdaj vidimo, ko se gradijo nova stanovanja, se te gradbene firme zelo povezujejo. In dejansko ideja, ki je bila v tistem trenutku, ti imaš neko nepremičnino, zdaj vemo, da pač zemlja že v Kranju je približno tam stavbno zemljišče po 500 evrov recimo se prodaja. Ravno zdaj se je ena velika zadeva prodala v Kranju. In dejansko bi ti lahko tokeniziral vso to nepremičnino in izdajal kovance in bi gradbinci in vsi ostali vstopili v ta sistem lahko noter. Ampak ta zakonodaja to še ne dopušča. Recimo na Hrvaškem bi bilo to izvedljivo, ker na Hrvaškem ti lahko že vnaprej pobereš aro za neko stanovanje ali pa za neko hišo, pri nas je pač maksimum tistih 10%, ki ga investitorji lahko poberejo in bi bilo potem tukaj zelo težko investitorje vključiti v to. Tukaj bi ostal sam na fazi lastnika določene nepremičnine in pa seveda izvajalca nekega institucionalnega vlagatelja. Drugače pa to zadeva, ki bi zelo razpršila riziko, to moramo vedeti, rabiš pa seveda zaupanja vredne ljudi. To je pa ključnega pomena. In nekdo, ki bo prvi ta projekt v Sloveniji izpeljal, bo lahko marsikaj potem tudi še lahko zapeljal projekte v Sloveniji. Zanimivo. Ja, ker zdaj smo že v času, ko se to dogaja, recimo sploh zdaj pred kratkim, prej ste Kraken omenjali, so naredili te X-Stocks, oni so se šli tokenizacijo delnic in zdaj v bistvu lahko praktično kjerkoli po svetu kupiš določene delnice tudi preko Krakena, se pravi preko platforme, ki je namenjena. To ne sledim več. Ampak drugače pa recimo to, kar se oproščam, da prekinjam. Mi imamo ogromno takih industrijskih con, ki izhajajo iz socializma, tudi v Kranju, ker je pač en lastnik ali pa 100 lastnikov. Ravno to, kar ste omenili, ta tokenizacija tega nepremičninskega dela bi tukaj omogočila, da se te cone revitalizirajo. Ker jaz mislim, da prihodnost Slovenije ni v proizvodni dejavnosti, ampak ravno mi imamo ogromno res ogromno uspešnih firm. Če sam pogledamo nazaj od tega Talking Toma do teh dveh, ki sta prodala to borzo, jaz konkretno delam s podjetji, ki delajo Smart City za svetovno milijonska mesta. Imamo firme v Kranju pa na Gorenjskem, ki včeraj sem enega spoznal, pač ne bom povedal, ki res je v svetu show biznisa najbolj taka priznana oseba. Skratka, mislim, da bi se morali mi v to smeriti, ampak imamo pa zelo take, kako bi rekel, neugledne bivše industrijske cone, ki so se pač podjetja so propadla, potem se je to razprodalo po delih, in danes so večinoma tisti, ki delujejo, so lastniki, so med sabo skregani, težko govorijo in to bi bila mogoče ena, da bi imel neko krovno organizacijo. O tem sem že razmišljal, sem govoril z raznimi lastniki, in da bi oni pač prepustili to cono za to, da se ustvari nek tehnološki park. To imamo zdaj, smo ideja, da sprejmemo neko OPPN za območje v Kranju. Na veliko se pogovarjam z lastniki, saj sama občina nima nič, ampak jaz bi sam rad privabil ljudi, ki predstavljajo to tehnološko znanje,
v Kranj, da pač ustvarjajo in živijo tam pri nas. S tem pač tudi blaginja celotnega kraja ali pa celotne Slovenije zraste. Mi bi morali na tem delati. No. Ja, definitivno. Imamo v Sloveniji, eni rečejo, da kriptomafijo, ampak imamo veliko izjemnih tehnologov, developerjev na najrazličnejših, visokotehnoloških področjih, ki so res zelo uspešni, tako da na tem bi lahko veliko naredili v Sloveniji. Ja. V Kranju imate pa tudi tale zelo znamenit krožiščni spomenik Bitcoina oziroma spomenik blockchainov. Povejte mi, kaj ta simbol pomeni za to mesto. Je to izraz neke vrste Kranjeve naprednosti ali je to neka turistična zanimivost, ki slučajno tudi z vašo zgodbo sovpada, kaj stoji za tem? To je bilo že prej narejeno. Zdaj v to so, mislim, da vložila 3 uspešna kranjska podjetja. Eno podjetje sem prej omenil, ta prodaja te borze, pa firma, ki tudi sem jo omenil, torej Smart City. Dejansko jaz vsak dan peljem čez to krožišče in tega Bitcoina se ne vidi, tega znaka. To je pač neka zarjavel simbol, je pa z zraka zelo lepo videti in lepo se sliši. To pač pozdravljam to, da so pač te 3, ki so bili pionirji neke take digitalizacije, se odločili, da postavijo znak Bitcoina v to krožišče. Da bi bila kakšna turistična atrakcija, jaz še nisem nobenega turista tam videl, ker dejansko bi morali nek stolp postaviti, da bi se videli. Mogoče je to dobra ideja, mogoče bi pa res tam lahko postavili, da bi se slikal. Tako, iz vrha dol. Tako, sej, zanimivo. Ok, super. Prej so se nakratko dotaknila že regulative. Regulativa je definitivno pomembna in tudi mora biti, ampak kako vi gledate na to trenutno mogoče tudi kot osebni vlagatelj na kriptotrgu? Zdaj dobili smo to MiCA regulativo, tudi bo potem pokomentirala mogoče še zakon o obdavčitvi, ampak se vam zdi, da regulativa po Evropski uniji se veliko o tem pogovarja, mogoče malo duši podjetništvo ali ga spodbuja, ali so tukaj ta pravi koraki za razvijanje naprej teh modernih tehnologij? Kako vi gledate na regulativo? Moram priznati, da je dosti razen to, kar iz časopisa preberem. Seveda se vedno oglasijo kritiki, tako kot za vsako stvar. Ampak vseeno, firme so uspešne, firme delujejo, po svetu imajo zaposlene, vsaj pri nas par firm v Kranju, preko 100 drugih developerjev. Ampak nelagodje je pa vedno glede teh davkov. Jaz zadnjič sem bral ta poletni intervju v Mladini od prijatelja mojega Škrabca, Janeza. On je lepo rekel, da v Sloveniji se zelo lepo živi in da se ne ukvarja z davki, da davki se morajo plačati glede na to, da država deluje in da ne razume ljudi, ki nosijo sedež firm ven zato, da bi bili bolj davčno ugodna politika, vse benefite pa pobirajo tukaj v Sloveniji. In to se mi zdi ena zelo taka dobra primerjava odgovornega, da tako rečem, podjetnika. Konec koncev res živimo v taki prijetni, varni državi, kar z visokim standardom, to moramo priznati, in zato je tudi korektno, da plačujemo davke. Za samo zakonodajo, tudi to, kar ste rekel, da obdavčitev pač kriptovaluta, tukaj pa moram priznati, da sploh nisem razmišljal. Treba bi bilo čim bolj preprosto narediti. Jaz bi to še bolj preprosto naredil, zato da se ustvari neka baza, da dobimo potem recimo v delnicah ti ne delaš preskokov delnice dnevno, da skočiš še z enega v drug papir in tako naprej. To bo res, pri kriptovalutah je to možno, in zato bi mogli tukaj čim bolj simpel narediti. Simplicity bi bila
to glavno vodilo, začeti z neko majhno cifro, potem pa to pač uravnavati ali dvigovati ali zniževati davke. Ampak jaz bi res za začetek začel zato, da vsi tisti, ki pač niso za to, da bi prijavljali davkariji, vseeno prijavijo pod težnjo visokih kazni pa majhne obdavčitve, bi to na začetku znesel. Ne vem, kako bo to znesel, ampak dobro, jaz se zdaj toliko ne ukvarjam s temi dnevnimi transakcijami, ampak verjetno bo še vseeno kar zahtevno, sploh tisti, ki imajo kreditne kartice oziroma debetne kartice vezane na razno tele aplikacije. Recimo, ker vi ste tudi malo bolj v tem, pravite, da tudi kar za nekaj ljudi sicer zdaj ožjega kroga to delate, upravljate in boste mogli poročati, recimo tako kot seveda na delnicah je tudi treba, ampak prav specifično za vsako kriptosredstvo, koliko ga bo s prvim letošnjim letom, če bo šel zdaj zakon v prvi obravnavi, sicer bomo videli, kakšni obliki se bo sprejel dokončno, ampak tako kot ste rekli, ta simplicity bi bil sploh tukaj dobrodošel, ker sem že slišal pomisleke, da tisti, ki seveda kripto ima ta plus mogoče, da tisti, ki ne želijo, bodo pač zadeve skrili, kakorkoli, ne bojo izplačevali in potem pač ne bojo plačali tega davka, ker se jim zdi pač preveč kompleksno ali pa kakorkoli, kako gledate na to. Ja, vse sem rekel, jaz bi tukaj definitivno šel, ker to je čist nova stvar, tudi ne vemo, kako se bo to v praksi obnašalo. Recimo to v preteklosti, ko sem v toliko enih transakcij, tam 2016, 2017, si to ne predstavljam, kako bi to lahko vse zbral. Je pa res, da recimo takrat, ko sem kupil tisto nepremičnino, sem mogel zložiti papirje za davkarijo dvakrat, in to je bilo to, ker sem mogel vse za nazaj, za 2015, 2016, kako sem do tega prihajal, kako sem poragal denar na banko, skratka. Res je bilo treba, ko se nekako zahteve iz davčne službe spravijo, kaj vse potrebujejo, potem moraš res celotno zgodovino vedeti. Ampak se zdaj tudi določene te podjetja, ki upravljajo s tem ali pa te menjalnice že same zahtevajo izvor premoženja, kako si prišel s kakšnimi transakcijami do tega premoženja. Skratka, že tukaj je to. Se pravi, že v vašem času so hoteli dokazilo, kje ste dobili ta denar iz kriptosredstva, ampak pravite, da ste dokazali vse in so bili zadovoljni. Mislim, to je pač javna služba, logično, kar je logično in je prav. In sreči imaš potem te podatke zbrane, čeprav sem jih res vlekel iz petnih žil, da tako rečem, ker to je bilo, takrat so se tudi različne borze menjali, pa skrakna, ne vem, na kaj smo šli, skratka, sploh več ne vem, to je, zato sem pa zdaj čist stvar poenostavil, tako da nimam prav preveč tega. Na delnicah pa imamo to, recimo na to postopno zmanjševanje davkov. Tle pri kriptu pa tega niso zaenkrat predlagali. Kako pa na to gledate? Ker recimo čez 5 let bo že manj plačaš davka na delnicah, čez 10, še manj, čez 15 potem. Ja, se rekel, pač čist neznano področje. Zato bi jaz res čist neko osnovo dal, in to nekaj let, da ljudje res prijavijo vse skupaj, in potem bi to uravnaval, pa šel na isti sistem, da imaš ti isto obdavčitev, kot velja za delnice. To se mi zdi ključnega pomena in za nepremičnine, za vse te naložbe, ki jih imaš, da imaš enotno zakonodajo. To bi res moral biti končni cilj. Da ljudje se sami odločajo praktično, v katero smer. Zanimivo. Mogoče zdaj so že kar nekaj povedali, tudi o vašem portfelju, konc koncev, ampak kako oblikujete svoj portfelj osebno, zdaj med različne naložbe? Pravite, da še kar večina v kriptu, če sem prav razumel, nekaj tudi v delnice, ampak kaj vam je recimo pri vsaki naložbi najbolj pomembno? Je to zdaj neka varnost, tveganje, likvidnost, na kaj bolj, mogoče da vlagate v to, kar najbolj verjamete, slovenska podjetja, na kaj najbolj gledate?
Ja, tudi te strategije, ki jih imam, so isto narejene. To se pravi, nekje je 20 teh kovancev, zelo razpršeno, a ne? Nekje pa res ozko usmerjeno informacije, ki jih dobim, kaj bi bilo v naslednjem obdobju zanimivo. A ne? In to je tudi malo bolj fluktuativen. Zdaj sem rekel, pač jaz nimam kakšnega cilja, da bi zdaj ta denar nekaj porabil, a ne? Ampak je bolj tako igra. Fino se ti zdi, no, da tako rečem, evo, čisto po pravici povedano. A ne? Ker pač za lastne potrebe, za vsakdanje življenje, pač iz tega, kar delam, vse stalo pa je pač malo zabave, da tako rečem. No. Se pravi, to je tudi ta denar, ki ga kratkoročno ne potrebujete. Ja, seveda, žal ti je, če zgubiš, fino se ti pa zdi, če iz tega kaj zaslužiš. Ne? Ampak je potem treba to nekako spraviti v realni svet. To je pa ta osnova, to, kar sva govorila, da se v določenem momentu odločiš pa rečeš hop, a ne? In potem bi jaz to zdaj prelil v delnice. A ne? Tako da... Tak način. Tak je meja, ja. Super, kjer pa spremljate mogoče panoge trenutno, a gledate kaj na to, recimo, mislim, da so čisto nakratko omenila že AI je ena zdaj taka famozna zadeva, ne, nekateri celo pravijo, da se mogoče kakšen mehurček oblikuje. Slišal sem že tudi, da na biotehnologijo zdajle zelo veliko stavijo, pa imate kakšne take panoge, ki jih spremljate? Kolega je zdajle prišel iz Amerike, ki dela take panoge iz Silicijeve doline in mi je marsikaj stvari povedal. Sigurno bodo tukaj veliko podjetij bo propadlo, ampak tega sistema ni več moč zadržati. Problem je, da je recimo v Ameriki takih, ki to igro igrajo, teh strokovnjakov, developerjev, kakorkoli to se reče, ocenjenih tam na 250-400. To je ena taka majhna številka, od katere dejansko je odvisen cel svet. To je zastrašujoče. Tako da ta AI bo, seveda naša prihodnost, to je tisto, kar smo v 90-ih letih gledali znanstveno fantastiko in vidimo, da dejansko danes te računalnik že pozna, ko neseš ti, da ne ti pove, kakšno zdravilo je to, kako deluje, dejansko te stroj prepoznava, kdo si, kaj si, kako razmišljaš. To se že meni dogaja, da on ve, kakšne imam vse vloge, tudi v športu pa to. To je res zanimivo. Drugače pa jaz še vedno na koncu dneva, ko se lahko veliko stvari podre, to, ko sem rekel, zemlja, lastna samooskrba, lahko bomo tudi do tega prišli. To se pravi, lastna oskrba začenši z energijo. Jaz imam, žena ima oba dva električne avtomobile, oba dva imamo sončno elektrarno, dvojni vodni sistem, pobiranje deževnice, dejansko res živimo v obilju. In takrat, ko si ti, to je vedno bila moja strategija, ko si v obilnem, moraš razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo slabše. Ker mi smo živeli že v mnogo slabših razmerah, saj ko sem jaz gor rastel v času socializma, res smo imeli pomanjkanja dejansko vsega, kruha ni bilo, smo čakali v vrsti, avtomobila, sploh ne, telefonov ni bilo. In vseeno imaš nekje v ozadju, da mogoče se pa to lahko zgodi s kakšnimi traparijami, kot jih imamo vojne tele v bližini nas. Prav je fino biti vedno pripravljen v dobrih časih na neke nesigurne čase. Ampak zanimivo. Veste, kaj bi še izpostavil en zelo zanimiv projekt, ki sem ga zasledil v Kranju. Me je skoraj malo nasmejo. En NFT projekt ste imeli s človeško ribico. Prav lušne slikce, zakaj je šlo pa tukaj? To je pa to, kar smo prej, tokenizacija nepremičnin govorila. Mi smo imeli, pa nas je profesor Aljančič v 50-ih letih v eni jami, Kranj je prepreden s temi raznimi jamami, naredil laboratorij za človeško ribico. In je bil dogovorjen, da
z ljudmi na kraškem svetu, ko jih poplave naplavijo, te človeške ribice jih poškodujejo, da ga pokličajo, to je bilo 50-60 leta, in v tistem rovih jih je pač zdravil in potem nazaj spuščal v naravo, zdaj to nadaljuje njegov sin pa njegova žena. No in je padla ideja, glede na to, da imamo v Kranju med vojno, pa že pred vojno sezidane te rove, dober kilometer teh rovov, da bi en rov tam, kjer je bila porodnišnica predvidena v času vojne, pa bolnišnica, da bi posvetili človeški ribici, ker ona je kot nek lakmusov papir za čisto vodo. Tako. No in naredili smo javni zavod in potem kako zbrati denar in smo rekli, takrat so bili pač ta NFT-ji prav popularni, dajmo mi izdati pač za 10.000 evrov teh NFT-jev, vsak bo dal 100 evrov, naredili smo prireditev, otvoritev, pogostitev in vsak, ki je kupil karto, je dobil še QR kodo, s katero si prinesel NFT. Nekateri niso vedeli, kaj s tem je. Tudi zdaj pač odkrito povedano, projekt pač ni več toliko zanimiv, ker je tudi celotno zanimanje odpadlo, ampak bolj pa je tak zanimiv projekt, ki so se tudi konec koncev ljudje na občini, ki prej niso vedeli, kaj to sploh je, kripto, s tem tudi seznanili. Na to sem, moram priznati, zelo ponosen, ker nam je uspelo, dejansko nam je uspelo. Jaz sem gledal in to se zdaj zelo pohvalno, konec koncev neka zelo zanimiva tematika, ta ogrožena vrsta in pa zelo prijazen način, da ljudje spoznajo ta svet kripta, blockchaina, kaj to sploh je. Verjetno so tudi kar nekaj ljudi, si je bilo treba narediti tisto svojo denarnico, to tudi prenesti, da so potem imeli in je šlo tudi za neke vrste izobraževanje. Jaz sem imel takrat idejo, tudi mi imamo alejo Prešernovih sodobnikov, to se pravi različni pesniki, španski, francoski, ruski, ukrajinski, madžarski, pa Prešeren seveda, in to so ambasade ali pa določena podjetja darovale, ne vemo sploh komu, ali mesto Kranj ali tako, in sem ravno to tudi hotel, da bi vsak, ki ga daruje, potem Kranjčan dobil ta NFT tega spomenika zastonj, da bi bili Kranjčani lastniki, ampak potem je to zaupanje v ta NFT trg se je dejansko sesul in smo pač opustili te stvari. Ampak bila bi pa to ena dobra zadeva, mi smo zdaj tudi razvili to, ne vem, koliko veste, to pametno kartico, kranjsko Seker, skupaj z Vizo kartico, ki je pač, se veste, za vsako stvar imaš neke nasprotnike, vsak ti išče variante take in drugačne, ampak v globalu je ideja res dobra, tudi prišli so šefi Vize kart iz Londona, ko smo imeli tukaj okroglo mizo, dejansko, da je mestna kartica obenem tudi debetna kartica in z njo lahko pač greš v knjižnico, plačuješ parkirišča, imaš avtobus, recimo imamo fair pricing na avtobusu, dnevna karta mestnega prometa stane €, mesečna 10 in ko greš ti 11. vožnjo, je že brezplačna, to se pravi, ni več odvisno, ali pa letna isto, je 100 evrov, to se pravi 10 mesecev, ta 11. in 12. mesec sta zastonj. Dejansko razvijamo ta del, vsak ima tudi svojo, da tako rečem, mestno davčno številko. Skratka, en tak res zelo, zelo zahteven projekt, ki ga razvijamo skupaj z NLB-jem. Prvi tak, saj vsi ti so rekli na svetu in isto smo potem hoteli povezati, da bi zraven vezali še digitalno denarnico, ampak to bo še malo časa. Super. Poglejva še za konec prihodnost. Kranj, zelo digitalno povezana, pametno, skoraj da že mesto. Kje vidite čez 5 do 10 let razvoj Kranja? Kje mislite, na katerih branžah boste največ naredili? Kranj je zdaj v enem takem velikem investicijskem ciklusu, delamo pač novo poslovno cono, dobrih 20 hektarov, ki bo drugo leto odprta. Letos 500 novih stanovanj, drugo leto 500 novih stanovanj, jaz mislim, v 3 letih bo tam blizu 2000 novih stanovanj. Vlada nam je zaupala, da bo zgradila
regionalno bolnišnico v Kranju, drugo leto se začne graditi nov dom za upokojence, javni, nov zdravstveni dom, novi vrtci, nove šole, nove cestne povezave. Super. Kranj bo recimo leta 30 dobil čist drugo podobo, po drugi strani pa zelo gledam na to, da ne bomo postali Ljubljana, vsaj kar se prometa tiče in pa ugodnega življenja. Ohranili bomo to, mi radi rečemo, da smo z eno roko pač v mestnem vrvežu, drugo nogo pa v naravi in to je res. Kranj je obdan z gozdovi in mislim, da ta število prebivalcev 60 tisoč je nekako tista osnova, tisti končen cilj, ki bi Kranj naredil še bolj prijeten. Veliko bomo vlagali, to kot sem rekel, v revitalizacijo raznih industrijskih con. Mi imamo blizu letališče, konec koncev je tudi blizu glavno mesto. In tukaj dajemo največji poudarek, radi bi dobili pač, kako bi rekel, lahko tudi nomade, digitalne nomade, ki bi se ustalili potem tukaj v Kranju. Res bi rad, da bi Kranj, mi smo poznani po Evropi kot eno najbolj digitalnih mest. Ogromno jaz hodim po Evropi, pa kolegi moji na razne okrogle mize, jaz sem tudi član teh 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest je Kranj. Jaz sem tudi član tega ožjega borda 10 županov, ki vodimo to politiko. Tako da imamo ogromno enega znanja. Zdaj, kam bo vse to šlo, dejansko vse prilagajamo, vse se rekel, mi imamo zdaj, smo lastniki 5G-ja, pogovarjamo se zdaj z zunanjimi, kako vse to, ker je tudi na novo vse, da ima to nek municipality, kaj vse s tem delata. Tukaj imamo mi svoje komunalno podjetje, imamo vojašnico, vse te javne ustanove, kot sem rekel, šole, vrtci, muzeje, bolnišnice, vse to lahko povežemo v nek sistem, pa smo neodvisni od trenutnega stanja ali pa trenutnih mrkov, ki bi se lahko zgodila. Vse to na tem delamo. Drugače pa ljudem s to platformo Pametni Kranj, Smart Kranj, seveda omogočati čim bolj lagodno življenje. Bo pa vzel čas, da se bodo ljudje na to navadili, da bodo vse informacije ali pa komunikacijo z nami imeli preko telefona. Super. Ja, najlepša hvala za vse informacije, ki ste mi jih danes prišli deliti. Pa bi vas še vprašal za konec, kaj bi si želeli, da si iz tega pogovora najbolj zapomnijo poslušalci? Ja, to, da je vlaganje, recimo, ko smo že pri kriptovalutah, res tvegana stvar. In da če niso pripravljeni tvegati tudi v najmanj tvegane naložbe, da naj se tega raje ne grejo, da naj ne poslušajo laži o hitrih zaslužkih, bajnem bogastvu, ker na koncu jim to tudi bajno bogastvo ne bo prineslo sreče. Treba je pač živeti v okviru, ki ga imaš. Naj zaupajo svoje premoženje res pravim strokovnjakom, ki imajo nek track record, ki imajo neko zgodovino, pa še tam se lahko zgodijo kakšne nepravilno oziroma padci, da tako rečem, ampak naj naložijo denar v te zadeve samo tistega, za katerega se vprašajo, ali bi mi bilo vseeno, če ga izgubim. Tako. Pa če je 100% to, ali pa recimo vsaj 90%, da bi jim bilo vseeno, potem ga lahko naložijo. In predvsem najdejo pravo mejo, kdaj jeti ven, to se pravi ne biti pohlepen, ne računati, ker zgodovina kaže, da so ta nihanja res zelo pogosta in zelo boleča, ko zadeva pade. Tako da, drugače pa uživamo v tistem, kar imamo, to je bistveno. Super, vrhunsko. Gospod Rakovec, še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa, res hvala lepa.